Zdravo poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera. To je dnevno informativni podcast Večerje zjutraj. Veseli smo, da ste v naši družbi. Danes je torek, 14. oktober 2025. Moje ime je Mitja Sagaj. Katere teme izpostavljamo tokrat? Slovenski pridelovalci krompirja so v skrbeh. Uvoz in nizke odkupne cene ogrožajo domačo pridelavo. Kaos v hotelu Habakuk. Lastnik in upravljavec v sporu, delavci brez vodstva, gostje pa še vedno v hotelu. Ko slovenska podjetja ostanejo brez naslednika, kako sklad Prva Capital Partners rešuje družinske zgodbe, ohranja delovna mesta in postavlja temelje za novo generacijo lastnikov. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vseskozi smo z vami na vecer.com. Letos je krompir v Sloveniji dober, a pridelovalci niso zadovoljni. Odkupne cene so po njihovih besedah celo za polovico nižje kot lani. Medtem ko manjši kmetje s prodajo na tržnicah še uspejo pokriti stroške, se večji soočajo z nelojalno konkurenco iz tujine in razmišljajo o opustitvi pridelave. Samooskrba s krompirjem že več let pada, rešitev pa mnogi vidijo v povezovanju pridelovalcev in v večji podpori potrošnikov na lokalni ravni. Z mano v studiu je kolegica Vida Božičko-Steinberger. Vida, kakšna je torej letošnja letina krompirja in kako je z odkupnimi cenami? Ja, Mitja, kot si že povedal, letos je letina dobra, sploh po kakovosti. Kmetje so s pridelkom zadovoljni, a kot si že omenil, so odkupne cene bistveno nižje. Nekateri pravijo, da so na ravni izpred 5 let, 50% nižje kot lani. In sicer se gibljejo med 30 in 40 centov na kilogram. To je seveda odvisno od tega, katera sorta krompirja, ali je pakiran, predpakiran ali ne. Recimo lani pa je bila odkupna cena med 50 in 60 centov za kilogram. Zakaj pa takšen padec cene in kako to vpliva na pridelovalce? Ja, na nižanje odkupnih cen vpliva več dejavnikov. Tržni presežki, uvoz in povpraševanje. Odvisno pa je seveda tudi od kakovosti pridelka in skladiščnih sposobnosti. Ampak kot rečeno, največja težava je velik uvoz. Veliko krompirja pride iz Egipta, to je naša največja uvoznica, sicer pa tudi Izrael, Nizozemska, Francija, Nemčija, Hrvaška in Italija. Eden od pridelovalcev nam je na primer povedal, da so odkupne cene za kilogram krompirja iz Nizozemske 16 centov, a k temu je seveda treba prišteti še stroške prevoza in pa stroške pakiranja. Kot je povedal, so na koncu stroški za trgovca približno enaki, ampak je teh 16 centov odličen izhodiščni pogajalski položaj za trgovce in to stiska pridelovalce v kot. Številni se znajdejo v stiskah, nekateri celo razmišljajo o opuščanju pridelave, nemalokrat pa se znajdejo pred vprašanjem, ali delati pod ceno ali pa svoj pridelek enostavno odpeljati v bioplinarno. Slaba popotnica, kaj pa torej odgovarjajo pristojni in kje vidi rešitev ministrstvo? Ja, samooskrba s krompirjem iz leta v leto pada. Lani je recimo znašala 41%, kar kaže na to, da sprememb ni v pravo smer in da pridelovalci krompirja ne dobijo ustreznih spodbud. Kmetijska ministrica Mateja Čalušić sicer vidi rešitev v povezovanju, v zadružništvu, saj je prepričana, da kmetje ne morejo sami solirati na trgu. Ključno je torej povezovanje, saj tako lahko dosežejo boljša pogajalska izhodišča in tudi boljšo odkupno ceno. Hkrati omenja tudi, da je treba spodbujati lokalno potrošnjo, da naj kupci kupujejo in gledajo na to, da kupijo lokalen pridelek, torej tudi lokalni krompir. Ob tem pa opozarja tudi, da je v resnici lokalni krompir veliko bolj kakovosten. Ponudila je tudi nekaj podatkov o tem, da je Uprava za varno hrano v lanskem letu ob nadzoru zabeležila 3 primere nepoštenih praks pri krompirju iz Egipta, saj so imeli fitofarmacevtska sredstva, ki pri nas niso dovoljena, sicer to seveda ni prišlo do potrošnikov, ampak je pa dokaz, da je lokalna proizvodnja bolj skladna. Super, kakovost torej velja, hvala Vida za vsa pojasnila.
V mariborskem hotelu Habakuk, ki se je še pred kratkim omenjal kot možna lokacija prvega slovenskega hotela svetovno znane verige Hard Rock Hotels, vlada kaos. Podjetju 1912 Hotels SI, ki je upravljalo hotel, je bil konec septembra blokiran transakcijski račun zaradi dolga do lastnika družbe Metalka Komerc. Vodja hotela Kurt Weber in generalni direktor Audun Lekve sta nato čez noč zapustila Slovenijo, hotel pa je ostal brez vodstva in operativnih sistemov. Kljub temu v hotelu pod Pohorjem še vedno bivajo gostje, zaposleni, teh je okoli 45, pa delajo brez navodil, v negotovosti in brez septembrskih plač, ki bi morali biti izplačane minuli petek. Da bodo izplačane do 18. mesecu, sicer pravijo pri delodajalcu. Sindikat delavcev gostinstva in turizma opozarja, da so delavci postali žrtve spora med lastnikom in upravljavcem, pri čemer nihče ne prevzema odgovornosti. Metalka Komerc trdi, da je pogodbo najemniku odpovedala že prej, saj 1912 Hotels ni poravnal najemnin in zdaj že prevzema upravljanje ter vzpostavlja nove sisteme. Na drugi strani 1912 Hotels odgovarja, da je plačevanje najemnine ustavil, ker lastnik ni izvedel obljubljenih vlaganj, zaradi česar je propadel tudi projekt Hard Rock Hotels. Sindikat je zadevo prijavil inšpektoratu za delo in napovedal možnost stavke, če plače ne bodo izplačane. Medtem se lastnik pripravlja na ponovno odprtje hotela pod svojim upravljanjem, toda usoda zaposlenih in morebitna nadaljna vizija hotela Habakuk ostajata negotovi. Zgodba o skladu Prva Capital Partners je zgodba o novem pristopu k reševanju enega največjih izzivov slovenskega gospodarstva, generacijskega prenosa družinskih podjetij. Gre za poseben sklad, ki je nastal na pobudo SID banke in s podporo Evropskega investicijskega sklada z jasnim poslanstvom: pomagati uspešnim, a kadrovsko ogroženim podjetjem premostiti obdobje, ko se ustanovitelji umikajo iz vodstvenih vlog, naslednikov pa pogosto ni. Sklad upravljata Črt Slokan in Blaž Šterk, za njim pa stojijo trije partnerji: Prva Finance, družine Kranjc, S Kapital Črta Slokana in R Solutions Blaža Šterka. Do danes so zbrali 64 milijonov evrov, cilj pa je do pomladi prihodnjega leta doseči med 75 in 85 milijonov evrov sredstev. Med vlagatelji so domače in mednarodne institucije, med njimi Modra zavarovalnica, Kat in Meritus, lastnik Panvite. Slokan poudarja, da so v projekt vložili tudi lastni kapital, kar po njegovih besedah potrjuje zaupanje v dolgoročno vizijo sklada. Prva Capital Partners se osredotoča na mala in srednja podjetja z zdravo rastjo in trdnimi temelji, predvsem v proizvodnji, zdravstvu, prehranskih dopolnilih in digitalnih rešitvah. Cilj so podjetja z vsaj milijonom EBITDA in potencialom za širitev na tuje trge. Pri prevzemih iščejo partnerje, ki razumejo pomen profesionalizacije upravljanja, jasne strukture odločanja in strateškega razvoja. Prvi konkretni korak so že naredili, prevzeli so Cookinox, družinsko podjetje iz Ivančne Gorice, ki je v pol stoletja postalo prepoznavno med svetovnimi proizvajalci profesionalnih kuhinj. Podjetje, ki zaposluje 78 ljudi in večino izdelkov izvozi na trge Nemčije, Avstrije, Švice in Belgije, je v letu 2024 ustvarilo 8,4 milijona evrov prihodkov in 1,2 milijona evrov dobička. Ustanovitelj Tomaž Krjanec je po prodaji obdržal 15-odstotni delež, medtem ko je vodenje prevzel Damjan Mohorič, primer, ki po Slokanovih besedah odlično ponazarja model sodelovanja med starimi in novimi lastniki. Slokan opozarja, da se generacijski prepad ne dogaja le v Sloveniji, ampak po vsej Evropi. Statistika kaže, da prva generacija vodi 2/3 družinskih podjetij, druga 1/5, tretja pa le še 7%. Mnogi podjetniki se starajo brez naslednikov, kar vodi do prodaj, zaprti in izgube delovnih mest. Prva Capital Partners zato vidi svojo vlogo tudi v ohranjanju podjetij in zaposlenih, saj prevzemi omogočajo kontinuiteto poslovanja in nove razvojne priložnosti. Sklad načrtuje, da bo v 10 letih postal večinski lastnik 7 do 10 podjetij, v katerih bo aktivno sodeloval pri ključnih odločitvah in izbiri vodilnih kadrov. Trenutno ima 6 zaposlenih, a ekipo bodo še širili. Po Slokanovih besedah je bistvo njihovega delovanja preprosto: iz družinskega podjetja, kjer lastnik pogosto vse v enem, ustvariti profesionalno upravljano družbo, pripravljeno na prihodnost. To je bil Večerja zjutraj 14. oktobra 2025. Z vami sem bil Mitja Sagaj. Kakovostno novinarstvo lahko podprete tako, da se naročite na tiskani spletni Večer, postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih drugje ne boste našli.
Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam streti vpogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Se beremo in slišimo.